bo po vaši projekciji podjetja čez 5 let? Kakšna je vizija Pipistrela? Ja, v letalstvu je tako, da se nič ne zgodi čez noč. Dolgo moraš prepričevati kupce, da je tvoj produkt dober, da je tvoj produkt varen. Posebno, če prihajaš iz take no-name države, kot sem prišel jaz pred 20 oziroma 30 leti iz Jugoslavije in potem iz Slovenije. Dolgo smo gradili na blagovni znamki, nismo smeli imeti povezave s Slovenijo, ker je seveda Pipistrel blagovna znamka v letalstvu pomenila več kot pa slovenska, bom rekel, blagovna znamka. No, po zadnjih uspehih, v zadnjih letih, ko smo 3-krat zmagali na NASA, ko smo šli v to električno letalstvo, ko so nas potem videli, da drugače delamo, da drugače razmišljamo, ko smo bili nominirani za najbolj inovativno podjetje v Evropski uniji, potem, ko so se zgodile vse te velike zgodbe, ko smo zmagali na natečaju za indijsko vojsko, potem, ko se je začelo po svetu govoriti o Pipistrelu, seveda se je začelo tudi drugačno zanimanje za Pipistrel. Posledično smo se morali širiti. Iz prvega podjetja, ki je bilo samo v Ajdovščini, smo potem šli v podjetje v Italiji, potem smo tukaj naredili svoje lastno podjetje za razvoj, raziskave in pa za certifikacijo. Šli smo v indijsko zgodbo, šli smo v kitajsko zgodbo, postali smo multinacionalka in seveda sedaj tisti tak, bom rekel, organski razvoj, ki je bil v zadnjih letih, se začenja v naslednjih letih tudi že letos zelo strmo dvigati. Tako da v naslednjih 5 letih bo Pipistrel sigurno postal tako močna multinacionalka, da bo na področju letalstva zelo enakovreden tudi marsikateremu velikemu igralcu, kot je sedaj. Zlasti zaradi projekta, ki ga imamo za razvoj letalnika za Uber, razvoj 19-sedežnega električnega letala, zaradi zelo velikega projekta na Kitajskem, zaradi novega velikega projekta, ki ga pripravljamo sedaj za Indijo. Pipistrel bo imel v naslednjih letih eksponentno rast, ne v procentih, ampak v faktorjih. Zaradi tega smo tudi sedaj že zelo močno postavili mlado ekipo direktorjev, ki bodo peljali vsa ta podjetja. Nakupujemo tudi nove nepremičnine, širimo se v Sloveniji, širimo se po svetu. Tako da, če jaz rečem, da bo čez 5 let Pipistrel podjetje, ki bo izdelovalo tudi potniška letala, recimo to 20 sedežev, ki bo vodilne na področju električnih pogonov in ki bo zelo velik zaposlovalec in verjetno med tudi največjimi podjetji v Sloveniji, se verjetno nisem dosti zmotil. Novi veliki projekt za Indijo, kaj je to? Poznamo tega, ki je za indijsko vojsko, kaj je to kaj novega? Ja, je nekaj novega za enega partnerja, ki ga v tem trenutku ne morem navesti. Razvijamo en zelo zanimiv program, ki bo v naslednjem desetletju ali pa več podjetju nudil zelo veliko tržno prepoznavnost, precej novih zaposlitev in pa tudi nov segment, v katerega še do sedaj nismo vstopili. Lahko že kaj več rečemo o tem? V tem trenutku lahko rečem, da bomo začeli pokrivati tisti segment, ki ga v tem trenutku nimamo, to je segment velikih brezpilotnih letal.